Kranju, morda prve besede, kako je priti spet v reprezentanco, v to, da razbijamo let? Je odlično, tako kot vedno. Zdaj sem bil dvakrat out zaradi poškodbe, tako da sem končno zdrav, igram, dajem gole in se veselim teh dveh tekem. V zadnjih dneh smo vsi govorili samo o Benjaminu Šeško, kako ste vi vse doživeli, ste se s fanti še kaj pogovarjali? O Benjaminu? Ja. Ja, ne toliko dober, ne, poškodoval se je, upam, da ni nič hujšega, nimamo nobenih informacij, kaj točno je z njegovim kolenom. Ampak jaz držim pesti, da ni nič resnega, ker pač definitivno bi ga rabili za te dve tekmi. Dvomim sicer, da bo prišel, ampak tudi za nadaljnjo njegovo kariero upam, da res ni nič hujšega. Andraž, koliko je mogoče tudi ta poškodba zdaj dala vam bolj izkušenim? Pa ne, da date še nekaj več, se itak sami veste, kaj je pred vami, ampak vseeno. Tudi tvoja vloga, recimo, zdaj boš tu bolj pomembna. Dobro, nas je tukaj 25, ne bi jaz, mogoče Šeško je res vrhunski nogometaš, ampak on ne igra sam. Tako da pač njega ne bo na ta zbor, bomo mogli drugi prevzeti odgovornost. Definitivno ga bomo pogrešali, ker je premore ogromno kvalitete in je vrhunski nogometaš, ampak nogomet je timski šport, tako da nekaj bomo na terenu mogli vse narediti za to, da se bomo lahko z navijači veselili. Bratislava, res ti ustreza. Navijači takoj navdušeni, da si prišel nazaj, zdaj vračaš to z goli, prišel si v dobri formi, to je za napadalca vedno pomembno. Kakšni so bili tele zadnji tedni? Ja, absolutno, sam si že vse povedal. Za napadalca je pomembno, da daje gole, jaz sem jih začel dajati spet. Predvsem sem zadovoljen, da sem zdrav, ker sem imel določene probleme s kolenom v preteklosti. Definitivno je po danih golih vedno lepši dan naslednji, tako da odlični občutki po povratku. Reprezentanca ni dajala golov, to vsi vemo, v zadnjem obdobju ni te bilo zraven, verjamem, da si zelo dobro spremljal. Kako bo reprezentanca to spremenila? Kak je nek tvoj pogled? Vse v bistvu matematika je preprosta, v soboto moramo zmagati. Zdaj, če hoče zmagati, moraš dati gol. Tako da v soboto pač bomo vse naredili, kar je v naših močeh dejansko, tako kot se vedno rado reče, bomo mogli iti na glavo, ker druge šanse ni. Stojanović, Verbič, Šporar, trojček je spet skupaj. Kako je recimo tudi to pomembno za vaše vzdušje, dobra klapa, ste desetletje v reprezentanci, spet ste tu, verjetno tudi to nek posebno čudo. Absolutno, moja dva izredno dobra prijatelja, ampak tako kot sem prej rekel, tukaj nas je 25 in vsi se med sabo izredno dobro razumemo. Tako da atmosfera nikoli ni bila problem, štima med nami. In saj pravim, iskreno, jaz toliko veselim sobotne tekme, ker mislim, da se bo dobro končala za nas. Kaj so občutki znova prijeti v reprezentančni dres? Pa ja, občutki so super, ko se spet dobimo skupaj. Vsi se zelo dobro razumemo in že komaj čakamo na te dve tekmi in upamo na najboljše, da jih dobimo obe. Najverjetneje brez Benjamina Šeška, kako ste vi vse spremljali, kaj se je dogajalo v zadnjih dveh dneh? Jaz sem videl, da se je nekaj poškodoval, ne vem točno, kaj mu je, ampak bomo videli zdaj. Upam, da bo lahko nam pomagal, ampak bomo videli. Še kaj pred tekmo s Kosovom, potrebno je zadeti, torej ne remizirati 0-0. Koliko razmišljate o tem, da reprezentanca že 3 tekme ni dala gola? Ja, seveda, to je primanjkuje gol in normalno vsak nogometaš želi doseči gol in na koncu zmaga tekmo in mi bomo šli na to tekmo s Kosovom, mislim, da tudi z dobro podporo naših navijačev in da to tekmo dobimo in upam, da zmagamo z čim večjo razliko, ne. Jaka? To bi tvoj status v reprezentanci, vemo, da v preteklosti ni bil ravno idealen. Koliko se ti mogoče zdi, da si tudi z oktobrskimi predstavami nekako to izboljšal, pričakuješ, da boš imel mogoče zdaj večjo vlogo kot v preteklosti? Pa seveda si vsak nogometaš želi, da v reprezentanci dobi čim več minut. Upam, da bom tudi zdaj v tej akciji dobil minute in to bom probal čim boljše izkoristiti in nato bomo videli, kaj bo to prineslo na koncu. V Šturmu si vajen zmagovati, v zadnjem obdobju mogoče malo manj, s kako popotnico si prišel v reprezentanco? Ja, zdaj v zadnjem času nam ni šlo najboljše, ampak vseeno reprezentanca je nekaj posebnega in za
ta svet iger vedno daš maksimum in mislim, da v reprezentanci ne bo nobenih problemov.